Pozdravljeni v oddaji Young EU Voices. Študentke Visoke šole Alma Mater Europeja smo za vas pripravile sklop oddaj o presejalnih programih. Smrtne žrtve raka vsako leto merimo v milijonih in rak je najpogostejši vzrok smrti na planetu. Svetovna zdravstvena organizacija celo navaja, da lahko globalno gledano 1 od 6 smrti pripišemo raku. Znanstveniki se že leta trudijo najti bolj zanesljive terapije, ki bi zaustavile raka, vendar so še vedno najbolj učinkovite kemoterapija, obsevanja in odstranitev tumorja ter v nekaterih primerih tudi hormonska terapija. Nobena od teh ni tako zanesljiva, kot je pri nekaterih vrstah raka učinkovita preventiva, to je odkrivanje predrakavih ali zgodnje odkrivanje rakavih sprememb s presejalnimi programi. Presejalni programi so programi, ki so namenjeni ljudem, ki se počutijo zdrave. Se pravi, ki nimajo nobenih težav, nobenih simptomov. Namen presejalnih programov pa je, da te ljudi v določenih ciljnih skupinah povabimo na preventivne preglede, v okviru katerih skušamo pri njih odkriti morebitne predrakave ali zgodnje rakave spremembe. Če odkrijemo in zdravimo predrakave spremembe, s tem lahko preprečimo nastanek raka. To delamo v okviru presejalnih programov Zora in Svit. Seveda je pa zelo pomembno, da če do raka pride, da ga čim prej odkrijemo. Zgodaj odkrite rakave spremembe so zelo dobro ozdravljive, kakovost življenja po zdravljenju je zelo dobra in v okviru programa Dora, kjer ne znamo odkrivati predrakavih sprememb, odkrivamo pa zgodnje rakave spremembe in jih zdravimo in take ženske lahko zelo kakovostno potem živijo naprej. Seveda tudi pri Zori in Svitu smo veseli, če odkrijemo raka v zgodnjem stadiju. Program Dora je državni presejalni program za raka dojk. Namenjen je pa, to je preventivni program, ki je namenjen ženskam starim od 50 do 69 let. Slika se jih vsake 2 leti in se proba odkriti čim manjše rake v dojkah. Priprave so začele teči za postavitev programa že leta 2003, potem pa glede na to, v bistvu dekret, zakon Evropske skupnosti, ki naj bi do leta 2008 vse države Evropske skupnosti postavile presejalne programe za raka dojk in naj bi zmanjšali umrljivost za rakom za dojk da bi bilo ne večje razlike kot 5% v celi Evropi. No, tako smo mi potem aprila 2008, 21. aprila začeli s programom Dora in je potem v lanskem letu, aprila, prav tako smo pokrili celo Slovenijo, tako da so vse ženske stare od 50 do 69 zdaj aktivno vabljene v program Dora na slikanje vsake 2 leti. Državni program Zora je najstarejši presejalni program za raka v Sloveniji, ki na področju celotne Slovenije deluje že od leta 2003. Predtem smo imeli seveda začetni pilotni projekt v letu 1998, v katerem so sodelovale samo izbrane občine in osrednjeslovenska regija. Državni program Zora je namenjen predvsem ženskam starim 20 do 64 let, ki živimo v Sloveniji. In številka je tako 630 tisoč žensk nas je pač ustreznih za program Zora. Ime pa izhaja iz začetnic naziva programa in pomeni zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Drugače je pa ključna stvar, da države članice razvijajo pravo ozračje in v Sloveniji se marsikaj dobrega zgodilo. Imamo Doro, imamo Zoro, imamo Svit. Ravno jutri bo Svit praznoval 10 let v Ljubljani in ponekod dosegamo lepo udeležbo, visoke procente in jaz pozivam državljane naj izkoristijo to, kar država ponuja. Čim prej veš, kako je s tabo, tem bolje zate in za preostanek življenja, tako da jaz mislim pa, da bo tudi na evropski ravni prišlo do večje podpore temu. Ampak sem prej omenjal Slovenijo in naše predsedovanje, takrat smo dali močan poudarek na to, da je treba iti močneje v presejevalne programe oziroma zgodnje odkrivanje raka. Presejalni programi se izvajajo na navidezno zdravi populaciji, vsak od programov ima določeno ciljno populacijo glede na spol in starost.
Za svit je ciljna populacija starostna skupina 50 do 74 let. Ta je razširjena nekaj let nazaj s posebnim pravilnikom in je moški in ženske tako, medtem ko pri presejalnih programih oziroma preventivnih Dora in Zora je ciljna skupina pri Dori 50 do 69 let, pri Zori pa že nad praktično 20 letom starosti do 64 leta. Zakaj so te starostne skupine tako različne? Zaradi tega, ker je sam presejalni program, samo ime pač pove, pomeni, da iščemo med navidezno zdravimi ljudmi, torej med ljudmi, ki nimajo težav, nimajo znakov in simptomov bolezni in ne vejo, da morebiti imajo začetne ali pa napredovale znake bolezni, se ugotavlja prisotnost le-teh. Torej, ugotavljamo, ali so prisotne kakšne predrakave spremembe, recimo v primeru svita, to so recimo kakšni polipi na črevesju, torej iz rastline, ki nastajajo na sluznici, ki lahko potencialno čez čas, skozi ponavadi dolgo obdobje, razvijajo predrakavo stanje in potem še raka. Udeležba ljudi oziroma odzivnost na vabila je izjemno pomembna, kajti mi se vsi zelo trudimo, da so naši programi izjemno kakovostni, v skladu s slovenskimi strokovnimi smernicami, v skladu z evropskimi strokovnimi smernicami. Še posebej pri presejalnih programih je treba paziti na kakovost, zato ker mi pregledujemo eno ogromno količino zdravih ljudi, zato da peščico bolnih odkrijemo. In je zelo pomembno, da zdravih ljudi po nepotrebno z neko dodatno diagnostiko ne obremenjujemo. Po drugi strani je pa treba paziti, da pri tistih, ki pa so bolni, pa to bolezen odkrijemo. Ampak ne glede na to, kako kakovosten program mi imamo, če se ga ljudje ne udeležujejo, ta program ne more dajati rezultatov. Zaradi tega je udeležba izjemno pomembna. In v vseh treh presejalnih programih je udeležba dobra. In smo veseli, da so Slovenci vse tri presejalne programe zelo dobro sprejeli. Letno je potrebno slikati v bistvu 100 000 žensk pri 70% udeležbi. To se pravi, žensk starih od 50 do 69 let je v Sloveniji 288 000, polovica vsako leto in 70% od teh 140 000 je okrog 100 000 letno. V programih se natančno meri učinkovitost, vendar je pri tem pomembno upoštevati določene dejavnike. Kar se tiče programa Zora, ki je najstarejši in deluje nekako že od leta 2003, je odzivnost tudi približno 70%, dosežena je že ta odzivnost, ampak kaj je pomembno še povedati? Pri sami odzivnosti kot poprečni odzivnosti oziroma celoti je pomembno, je stanje recimo lahko rečemo zelo dobro zaželjeno, ampak neenakosti v različni udeležbi različnih tudi slojev prebivalstva. In tudi tisti, ki so recimo nižje izobraženi ali so mogoče locirani v odročnih koncih Slovenije, se slabše odzivajo in so razlike glede na odzivnost po socialno-ekonomskem statusu in na to moramo biti zelo pozorni. Tako da programi ne smejo avtomatično oziroma ustvarjati še dodatne neenakosti. Zato, ker včasih z odzivnostjo se vedno najprej se odzovejo tisti, ki največ vedo, ki imajo največ informacij in naloga tudi Nacionalnega inštituta in seveda Ministrstva za zdravje, da zmanjšujemo te razlike, kolikor se pač da. Ja, zdaj tukaj bi omenila en zelo pomemben kazalnik, to je 3-letna pregledanost. Cilj državnega programa Zora med drugimi cilji je tudi cilj, da v 3 letih vsaj 70% žensk starih 20 do 64 let pride vsaj enkrat na ginekološki pregled z odvzemom brisa materničnega vratu. Zastavili smo si cilj najmanj 70% 3-letno pregledanost in ta cilj v določenih starostnih skupinah in v določenih regijah in občinah tudi že dosegli.
Seveda v določenih zdravstvenih regijah in občinah ta cilj še ni realiziran. Tukaj bi izpostavila, da v bistvu najnižja pregledanost je v zdravstveni regiji Murska Sobota, kjer je 66%, v zdravstveni regiji Nova Gorica pa je 80% pregledanost. To pomeni, da je 80% različnih žensk v starostni skupini 20 do 64 let v 3 letih obiskalo ginekologa, ki jim je odvzel bris. Tukaj če pogledamo pregledanost po starostnih skupinah, vidimo, da so najbolje pregledana mlajša dekleta, stara 20 do 24 let. V nekaterih manjših enotah je ta odstotek tudi čez 90%. V splošnem pa je v Sloveniji 72% pregledanost, 3-letna pregledanost. Slabše pa so pregledane gospe po 50. letu starosti, čeprav v zadnjem času že opažamo, da se trend obiska ginekologa dviguje. Zato bi ob tej priliki pozvala vse ženske, seveda vse ženske in dekleta naj redno obiskujejo ginekologa, posebno pa še ženske po 50. letu, ker smo ugotovili, da se rak materničnega vratu zelo pogosto razvija pri osebah po 50. letu starosti in to predvsem pri tistih, ki ne obiskujejo ginekologa in ne opravljajo redno presejalnih pregledov. Kljub temu, da udeležba v presejalnih programih narašča, je pomembno, da se teh programov udeleži še več državljanov. Pri svitu je ta odzivnost, tako kot sem rekla, ni še dosegla 70%, v Sloveniji nekje 64%, trenutno zelo se približujemo tisti meji, ampak so razlike po Sloveniji. In zato je naloga tudi nas na območnih enotah, da ubiramo različne poti, ne samo, da delujemo v zdravstvenem sistemu, ampak praktično v celotnem okolju, tudi v lokalnem okolju, da pridobimo ljudi za udeležbo in jih informiramo, da se informirano tudi odločajo o tem, ali se bodo udeležili in kdaj se bodo udeležili in da se seveda, da to presejanje dokončajo. Ne samo, da se odzovejo, ampak tudi, da po potrebi dokončajo diagnostiko, če se pojavijo problemi. Jaz recimo poznam precej dobro statistiko. Mi smo, ne bi rekel, da smo v zlati sredini, smo pa v nekaterih zadevah kar bi rekel, visoko, ne? In marsikaj se je v Sloveniji začelo relativno zgodaj. Jaz se spomnim, kako se je začelo s svitom, ne? In zadeve grejo naprej, je pa še zmeraj veliko ljudi, ki ne izkoristijo te prilike za ta pregled. Jaz bi si želel, da bi čim več ljudi razumelo, da je to njim v dobro, da je to njim ponujeno z dobrim namenom. In jaz mislim, da se stvari premikajo na boljše, tudi glede te tako zvane demistifikacije. Mislim, danes se o raku drugače govori, kot se je pred 10 leti. Presejalni programi so namenjeni preventivi pri 3 tipih raka in so poleg zdravega načina življenja edini, ki lahko preprečijo razvoj bolezni. Zato je zelo pomembno prepoznati vrednost teh programov in se odzvati prejetemu vabilu. Tudi na evropski ravni se problematiki raka in preventivi v zdravstvu posveča veliko pozornosti, zato je pomembno, kdo nas v Evropskem parlamentu zastopa. 26. maja bomo imeli možnost izbire, zato je zelo pomembno, da se udeležimo volitev v Evropski parlament, ki bodo na ta dan. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnje oddaje.